Hej, tukaj je Sabina oziroma Mami na vrtu in velikokrat govorim o odpadkih, danes bom pa govorila, kako lahko odpadke naredimo koristne. Jaz sem se v zadnjih tednih nekajkrat oglasila v vrtcu, kjer smo uredili njihov vrt, pogovarjali smo se, kako živeti s čim manj odpadki, kaj lahko tudi otroci naredijo, in navdušilo jih je to, da pač sem jim prinesla organka na testiranje, kjer oni lahko pač vidijo, kako nastane iz olupkov, iz ostankov hrane nek kompost, neka organska masa, in točno o tem bom danes govorila, o organski masi. Organko je v bistvu posoda, kamor noter nalagamo mi ne ostanke hrane, pač ja, če kaj se ne poje oziroma bi drugače stran vrgel, dam v organka, ampak še bolj je pa pomembno za olupke, za razne te, kar zelenjavo obrežemo, ali pa recimo limonine olupke, bananine olupke in vse to damo lahko noter, ker potem pustujemo bokašji posip, da poteka fermentacija. In potem v bistvu iz organka ven dobim jaz tekočino, ki jo uporabljam na dva načina. Za gnojenje, če jo razrečem, lahko s tem zalivam ali vrt, oziroma na balkonu imam tudi še paradižnike, ali pa če imate rože doma, lahko s tem zalivate, ampak morate razrečati to tekočino. Lahko pa to tekočino direkt zlijemo v odtok, kar je idealno, ker pač nam res odtok izpuca. Ampak danes sem hodila govoriti o tej organski masi in ti pokazati, kako dejansko izgleda. Se pravi, mi organka polnemo. Na vsake 3 dni cirka, lahko tudi več, praznemo, to pač pipco odpremo in tekočina steče ven in to tekočino uporabimo, kar je idealno, ker ima res ogromno enih hranil. Potem pa, ko je poln organko, na vrhu posujemo še dodatno, še malo več bokašji posipa, ne kot samo vsak dan oziroma vsake 2 dni, odvisen, koliko mase boste noter dajali, koliko odpadkov. In boste v bistvu posuli na vrhu in ga zaprli za vsaj 2 tedna. Zato imam jaz 3 organke, ker mi ga napolnimo v cirka 1 tednu, 10 dneh, čisto odvisen. In potem jaz to pustim stati za kakšne 2 tedna, 3 tedne, včasih tudi več, odvisen, a smo doma skozi ali ne. In potem to stoji in zdaj ti bom pokazala, kakšna masa rata. Material iz organka lahko uporabimo na različne načine, lahko ga damo okoli dreves, lahko ga damo v višje grede, to recimo jaz delam jeseni in pa spomladi, ko si pripravljam grede. Lahko damo direkt na gredo, se pravi, vedno treba to vkopati noter, ne dati samo po vrhu, ampak noter, da se bo še naprej razkrojil do konca. Ker boste organka vi odprli, bo še vedno nepredelano, vse se ne bo predelalo. Pač tudi noter se ne sme dajati recimo kosti. Če že dajete stvari, dajte jih narezati na manjše koščke. Ne smete dati recimo od ananasa v listje noter, pač to se ne bo razkrojilo. Morate pač narezati na manjše koščke. Ampak z tega rata res dobra organska masa. Sicer organsko maso lahko dobite tudi na druge načine, z gnojem, sekanci, z vejami, če to zdrobite. Ampak če živite v mestu, v stanovanju, v nekem prostoru, kjer bi se radi malo izognili temu odnašanju, hkrati pa uporabili material, ali pa ga date ta pač organski material lahko prijatelju, sosedu, lahko tudi meni pripeljete, je pa to fajn rešitev, ker pač ne bo smrdel, zaprete ga, uporabljate ta bokašji posip in v bistvu se fermentira, vi tekočino lahko uporabite za čiščenje odtokov, lahko tudi za rože dognojevati, res opcije ogromen. In tudi otroci, ko smo pač to se pogovarjali o življenju s čim manj odpadki, so bili navdušeni, da pač oni lahko dajo te ostanke hrane noter. Je pa to pač ena stvar, ki jo želim poudariti. To ni zdaj izgovor, da česa ne pojemo in potem, bomo dali pa organka. Ne. Pomembno je še vsem se izogibati, pač, da se hrano meče stran. Če pa ni druge variante, pa še vsem bolj, da se da to v organka kot direkt pač v smeti, ker tukaj boste lahko vi ali pa mogoče vaši prijatelji ta material saj uporabili. Če ti je bil video všeč, če ti je bil uporaben, bom zelo vesela, da se naročiš na moj YouTube kanal Mami na vrtu, drugače se pa gledamo naslednjič. Uživi pa čim več kot to sem. Čau!